Živijo. Pozdravljena, zdravo. Mamo so rekli, da vi znate izdelati sani. Ja, res je, na pravi naslov sta prišla. Tukaj sta na Srednji lesarski in gozdarski šoli v Mariboru in tukaj znamo izdelati zelo veliko lesenih izdelkov. Vsak izdelek se najprej začne načrtovati v računalniški učilnici. Tako, poglejte, tukaj smo prišli v računalniško učilnico in tukaj nastajajo načrti za lesene izdelke. Noben dober izdelek v naših delavnicah še ni nastal brez dobrega načrta. In načrt je v bistvu osnova. Kako pa vi to sploh narisujete? To bi lahko narisali tudi ročno, torej prostoročno oziroma z roko, ampak mi uporabljamo risarske programe, v katerih se take zadeve izrisujejo. Kaj misliš, kaj je to? Verjetno kakšna noga od sani. Ja, res je. To so noge od sani, katere bomo kasneje združili z drugimi elementi, torej kakimi vezniki, sediščem, na katere se potem dejansko sedi. A to, kar ste vi narisali, boste tudi to natisnili na papir? Vse, kar izrišemo v tem programu, moramo potem dejansko prenesti na papir. Tukaj vidimo sestavni načrt sank, torej vse združene elemente, kako so sestavljeni, s kakimi spoji. Tukaj pa lahko pogledamo tudi načrt vsakega posameznega dela. Zaloga, dobrodošla v naših šolskih delavnicah. Zdaj pa jo kar predajam našemu mojstru Marjanu, da boste sani dejansko izdelali. Zdaj bomo začeli z zarisovanjem. Zarisovali bomo luknjice za te zgornje vezne lete. Mi moramo zdaj v bistvu pripraviti podnožja, da bomo lahko te letvice pritrdili. Se pravi, mi moramo zarisati odmik in pa sredino obdelovanca. Koliko je? 12 cm. 12 cm pa 5 mm. Pa 5. Potem odrišemo 12 in 5. Takole. Zdaj imamo dolžino zarisa. V redu. Zdaj, ko smo označili, bomo pripravili še letvice. Se pravi, moramo jih obrusiti. Stroj mora biti vedno ravno na lesu, pa ga samo vklopiš tu. Lahko začneš brusiti, ker tu. Tam se je malo pritisnila gor. Zakaj si pa ti želiš postati mizar? Jaz sem pa v bistvu postal mizar, zaradi tega, ker je moj dedek bil mizar in mi je dal pač narediti dela z lesom in je fajno v bistvu. Nekateri izdelek, ki si ga naredil, pa si ne bi ponosen. Najbolj sem ponosen na visoko gredo, ki sem naredil sam doma z svojimi orodjem. V šoli pa izdelujemo različne pručke, stolčke. Zdaj pa primerjaj recimo tega in tega. Imamo razliko? No, odlično zve. Zdaj, ko smo pripravili površino, zdaj pa je čas, da začnemo z sestavo sani. Imamo dve drsne strani, desno in levo. Tukaj pa imamo, bomo rekli, taki stolčki, bi lahko imenovali kot stolčki, kjer pridejo čepki v vsako stran. To moramo zlepiti skupaj. Seveda. Kako pa bojo držali, če ne bo zlepljeno? Padajo na razen. Nastavimo v tole ozvrtino in namažemo tako dolgo, da bo lepo vse belo namazano. Tudi od spodaj. Pa lepo namažiš. Lepo razmažemo. Malo bi lahko več lepila, ne damo. Malo več lepila damo. Lepilo ima odprti čas, to pomeni, da lahko 15 minut se igramo, pa mažemo, potem pa več ne. Potem pa moramo stisniti. Mislim, da smo namazali vse. Če je namazano, potem je to znak, da je čas za sestavo. To imamo zgornjo letvico. Je tako? Dve stranski. Malo se pogumnemo, da bomo lažje videli, da ne bomo grešili. Takole, to je posebno orodje, s katerim bomo udarili po lesu, da nam bo v bistvu spoj bolj tesen. Tako, kar poskusimo. Dajta. In sedaj se tukaj na lesu ničesar ne vidi. Če bi to delali z polinskim kladivom, bi imeli odtiske. Druga stran enakomerno. Aha, to delamo zato, da bodo zdaj sani res trdne. Točno. Samo zaradi tega, ker tako tudi lepilo bolj prime. Koliko časa pa bomo zdaj to čakati? Čakati moramo najmanj 20 do 30 minut. Popolni spoj dosežemo po 24 urah. Tako rajžno. Tako. Super. Dobro, imamo pravilno. Kaj je zdaj tukaj pomembno? Dali bomo ene distančne letvice, da bojo ti razmahi pravilni. Ena. Dva. Še enega. Tako. Vajine prve so niso končane. Ja, brez vaše pomoči ne bi šlo. Hvala lepa.